Zmagovalka EME 2020 je Ana Soklič! Pozdravljeni! Ravno se je zaključila EMA in seveda, da bom govoril malo o tem tudi. Rad bi spregovoril o trenutni aktualni zmagovalki EME 2020, to je postala Ana Soklič. Ana ima zelo tak poseben glas, nižji ženski glas in dejansko pesem je dokaj moderna, mi je zanimiva. Ne vem, če mi je zdaj ono ful všeč, mora se malo usest, ampak definitivno, kot sem že v prejšnjem videu omenil, sem pesem želel slišati v celoti in priznam, da mi je všeč, da se bom pa bolj navadil, pa jo moram pač večkrat poslušati. Pač ene pesmi so tak, da so na prvo žogo, ene pa rabijo večkrat, ampak priznam, da mi je pač, kako bi rekel, da mi vseeno sede. Drugače, pesem je kot bolj taka balada, ampak je zelo vokalno močna, tako da mislim, da nas bo v redu predstavljala. Še vseeno mislim, da smo lani dosegli boljši rezultat, ko ga bomo morda letos, ampak nočem nič to kaj negativno misliti ali pa kakorkoli negativno pljuvati, po domače rečeno, po zmagovalki. Bomo videli, kako bo šlo, dejansko glas ima dober, tudi stas in zna nastopati in zdi se mi, da vseeno mogoče pa kakšne možnosti so. Ampak v primerjavi z lanskim letom sem nekako imel takoj občutek, ok, s to pesmijo bomo prišli naprej, vsaj do finalnega večera. Zato pa mogoče, tako kot sem rekel, moram jo večkrat preposlušati, da se mi malo usede. Pa tudi, da malo v bistvu spremljam, kaj še bodo dejansko drugi oboževalci ali pa tisti, ki stavijo oziroma upravljajo stavnicami Evrovizije, tudi kaj nam napovedali. Tako da zdaj pa še na hitro samo osvežimo spomin na zmagovalno pesem, en kratek izsek oziroma snippet pesmi, potem pa še kak dodaten komentar. Samo malo. Tako, meni je v bistvu zanimiva pesem, ampak bomo videli, kako nam bo pa kaj Evrovizija namenila svoje glasove oziroma ljudje, ki spremljajo Evrovizijo. Vse ostalo pa še potem sledi v maju. Moram pa povzeti, da večer je bil zelo zabaven, seveda tudi imitacij ni manjkalo in pa tudi moram pohvaliti Klemna Slakonjo in zdi se mi, da kot voditelj je res en izmed boljših voditeljev in kvalitetnih. In teh imitacij se človek nikakor nekako ne naveliča in vsakemu častno, pač meni je bilo všeč. Najbolj pa mi je zmagal dejansko na koncu, ko je naredil nek, kako bi rekel, povzetek teh 24-25 let Slovenije na Evroviziji, ko je dejansko imitiral vse zmagovalce EME in mislim, jaz sem se nasmejal tukaj. No pa da še dejansko nekaj besed namenim drugovrščeni finalistki, to je bila pa Lina Kuduzović. Tudi njena pesem, kot sem že omenil v prejšnjem mojem videu o izsekih pesmi, je taka relevantna, spominja me še vedno na Ariano Grande. Nič ni narobe, če je ta punca vzor, slišijo se pač ti znani elementi iz njenih pesmi in pa tudi te rišave. Se mi zdi, da je dobro nastopala in pač pesem je zelo dokaj modern pop komad, tako da bo pa definitivno večkrat še kje slišana na kakem radiju. Ampak glede na to, kako mlada je še, verjamem, da bomo še kdaj slišali kaj o njej. Kako pa je, kaj vam všeč zmagovalna skladba EME 2020? Vam je bila všeč bolj Lina ali vam je všeč Ana? Kako se vam je kaj zdel dejansko celoten večer? Lahko delite svoje mnenje spodaj v komentarjih. Če vam je pa bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte pa nasvidenje do naslednjič. Čau!